Mednarodni obrtniško-podjetniški sejem v Celju. Otvoritev prenovljenega športno-rekreacijskega centra Beltinci. Predstavitev projekta Aktivno inkluzivno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Dogodki. Tudi danes smo z vami, da skupaj z vami pogledamo v kotiček aktualnega dogajanja v Pomurju. Največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji, Mednarodno obrtniški podjetniški sejem v Celju, je tudi letos privabil številne razstavljavce z različnimi razstavnimi področji. Na Mednarodnem obrtniško-podjetniškem sejmu, ki je potekal v Celju, se je predstavilo 650 razstavljavcev z različnimi razstavnimi področji iz 20 držav. Osrednji temi sejma sta bili trajnost in zelena transformacija, tako so na sejmu bila prisotna podjetja, ki so ponujala rešitve na področju trajnosti, digitalizacije in zelene energije. Sejma se je udeležilo tudi Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije. Kot je povedal minister Jevšek, je udeležba ministrstva na sejmu postala že tradicija. Zdi se mi prav, ker je kohezija, regionalni razvoj izjemno povezan z obrtništvom in z podjetništvom. Tako kot so Interreg projekti, v katerih Slovenija sodeluje kot vodilna partnernica kar v treh, Slovenija, Avstrija, Slovenija, Madžarska, Hrvaška in kot partnerica Slovenija, Italija, pomembni dejavnik tudi investicij povezanih z obrtništvom in podjetništvom. Tako da lahko izrazim veliko zadovoljstvo, da smo v tej finančni perspektivi 2021-2027 praktično že na točki, ko lahko rečemo, da smo večinoma razpisov že razpisali, nekaj drobiža je še ostalo in kadarkoli grem na sestanke z ministri za kohezijo, regionalni razvoj v okviru Evropske unije, se lahko pohvalim, da so Interreg projekti tisti, ki so najboljši na področju črpanja evropskih sredstev. Okoli 170 milijonov je namenjenih za Interreg projekte in to so, kot večkrat povem, taki mali, simpatični projekti, to niso milijonski projekti, ampak projekti, ki upravičencem, med njimi so tudi občine večinoma, pa tudi društva, nevladne organizacije, pomenijo motivacijo, pomenijo ambicijo, pomenijo, da se lahko v nekem okolju tudi z malimi sredstvi veliko naredi. In ljudje, predvsem obmejnih območjih, znajo te projekte zelo ceniti. Kot je še povedal minister Jevšek, Interreg projekti v naslednji finančni perspektivi 2028-2034 kot temelj kohezijske razvojne politike tudi v tem obdobju ostajajo. Mednarodni obrtniško-podjetniški sejem je zagotovo priložnost, da se predstavijo vsi programi Interreg, ki delujejo znotraj Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije, med njimi tudi program Interreg Slovenija-Madžarska. Na tovrstnih sejmih potem poskušamo predstaviti širši javnosti predvsem projekte, ki v okviru našega programa podpirajo. To so projekti, ki delujejo čezmejno za partnerji Slovenije in Madžarske in danes na tem sejmu predstavljamo enega izmed bolj uspešnih projektov našega programa, projekt z akronimom Keep Young and Fit, kjer se projektni partnerji ukvarjajo oziroma predvsem naslavljajo zdravstveno stanje v Sloveniji, predvsem med mladimi, saj kljub programov, ki že obstajajo, da bi to stanje izboljšali v smislu boljših prehranjevalnih navad, da bi se otroci oziroma mladi ukvarjali več z športom, poskušajo te programe v okviru projekta nadgraditi, seveda za dobrobit in boljše zdravstveno stanje med ljudmi, predvsem pa med mladimi. Na sejmu je bil predstavljen program Interreg Slovenija-Avstrija. Čezmejni program Slovenija-Avstrija je eden od treh Interreg programov, ki sodeluje v bistvu na današnji predstavitvi na mednarodnem sejmu MOS. V bistvu smo
v okviru Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, ki je organ upravljanja v programu, seveda primorani tudi k temu, da nekako promoviramo naše programsko delo, naše projektne rezultate in namen današnje prisotnosti tukaj je dejansko, da promoviramo tudi projekte, ki so sofinancirani v okviru programa. V okviru čezmejnega programa Slovenija-Avstrija so na sejmu predstavili projekt CDO-VR. To je dejansko projekt, ki ga je danes predstavljala kot partner v projektu Ljudska univerza Ptuj. Gre pa za predstavitev deficitarnih poklicev v bistvu mlajšim osnovnošolcem, srednješolcem, se pravi mladini, predvsem na način, ki je njim zanimiv, se pravi s pomočjo VR očal. Dogajanje pri razstavljavcu je bilo dobro obiskano in pritegnilo veliko pozornost obiskovalcev. Še danes dopoldan je bil obisk oziroma odziv obiskovalcev zelo velik. Seveda je bilo veliko srednješolcev, osnovnošolcev, ki so se udeležili danes tega sejma in v bistvu tudi preizkusili naša očala in na ta način tudi spoznavali te poklice. Poklici, ki so se pa bili predstavljeni, so pa poklici kot je električar, kuharica, bolničar, negovalec in tako naprej. Na sejmu so prav tako predstavili čezmejni program Slovenija-Hrvaška, kjer imajo partnerje iz Slovenije in Hrvaške. Odpiramo različne tematike, ena izmed njih je tudi turizem. Zelo veliko damo na trajnost naših projektov. Na sejmu je bil predstavljen tudi projekt z naslovom Riviera Four Seasons 2. Sodelujemo pač v projektu, ki se je sicer že zaključil, to je projekt Riviera Four Seasons 2. Ampak določeni učinki so še vedno, tudi na sami destinaciji, določene prireditve in danes predstavljamo našo destinacijo z okusi, z dejansko promocijskimi materiali in vabimo goste, da v bistvu tudi iz Celja pridejo prav na obalo. Z Interregom smo že sodelovali, kot je pač povedala že kolegica, smo v bistvu sodelovali že z Riviera Four Seasons 1, se pravi osnovni projekt, naredili vrhunske dogodke, Riviera Four Seasons 2 in pač to je bilo neke vrste sodelovanje, katero je bilo plodno in smo zato tudi se odločili ponovno sodelovati. Več o pomenu čezmejnih Interreg programov z turističnega vidika Bolčič nadaljuje. Glede na to, da tukaj sodeluje Avstrija in tudi Madžarska, so to za nas turistično gledano dva vrhunska trga za goste, kateri prihajajo predvsem iz Avstrije, ki so pri nas med prvimi gosti po prihodih in pa tudi v lanskem letu in letošnjem letu tudi gosti iz Madžarske so v velikem številu se odločajo za našo destinacijo. Mednarodni obrtniško-podjetniški sejem predstavlja prostor, kjer se vsako leto izmenjujejo nove inovativne ideje, ustanavljajo mreženja in prepletajo znanja. Iz tujih držav pa se razstavljavci radi vračajo, kar vsekakor kaže na okrepljen mednarodni interes. Otvoritev prenovljenega športno-rekreacijskega centra Beltinci je potekala v športnem parku Beltinci. Obsegala je posodobitev košarkarskih in rokometnih igrišč z novo športno opremo ter energetsko varčno razsvetljavo. V Beltincih je potekala otvoritev prenovljenega športno-rekreacijskega centra Beltinci, katera je zajemala posodobitev košarkarskih in rokometnih igrišč z moderno športno opremo ter energetsko učinkovito razsvetljavo. Poleg tega so bila urejena nova igrišča za odbojko na mivki, nameščene dostopne klančine, klopi za igralce in gledalce ter urejena travnata površina. Otvoritev športno-rekreativnega centra v Beltincih je bila pomemben dogodek za lokalno skupnost. Center tako ponuja sodobne športne in rekreativne zmogljivosti za vse generacije. Več o pomenu športno-rekreacijskega centra za občino Beltinci župan Virak. Gre za enega izmed osnovnih gradnikov marsikaterega tudi vrhunskega športnika, ki je izhajal, pa si saj trenutno z naše občine, kajti v Beltincih se je na tem igrišču dogajalo zgodovinsko tudi 50-60 let nazaj marsikaj takega, kar determinira vse to, kar danes lahko ustvarjamo, od rokometa žensk recimo na asfaltu, do malega nogometa, do košarke, seveda tudi šport, nogomet številka 1. Smo pa v mestnem času seveda tudi pripravili in pa naredili pogoje za beach volej. Danes pa seveda posodabljamo, prenavljamo vse to, kar nam je bilo nekako zaupano, dano v uporabo. Torej novo igrišče, prenovljeno igrišče, tako za rokomet kot za košarko, kot tudi za nogomet na asfaltu. Poleg tega pa seveda tudi fitness naprave, zunanje fitness naprave, ki bodo, verjamem, da vsem služile, ne samo športnikom, vrhunskih športnikom, amaterskih športnikom, ampak vsem, ki dejansko imajo nekako zdrav duh v zdravem telesu.
Ni to konec, to je šele začetek, vedno pravimo, ker mi bomo tukaj začeli še naprej posodabljati. Torej tudi beach volley se bo posodobil, potem pa seveda tudi park v celoti z marsikaterim otroškim igralom, tako da to je prvi korak v pravo smer, da bomo tudi v sedanjosti in predvsem v prihodnosti lahko imeli pogoje in pa seveda tudi nekako pričakovali na uspehe, nadaljne uspehe v marsikateri športni panogi. Več o celotni vrednosti projekta Virak nadaljuje. Kar se tiče celotne vrednosti, govorimo nekje o 350 tisoč evrih, pri čemer veseli dejstvo, da je seveda Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport prepoznalo tako ta projekt skupaj s slačilnicami, kot seveda tudi zunanja fitness naprava kot tisti, ki smo lahko bili izbrani. Tukaj smo dobili 150 tisoč evrov in pa slabi 60 tisoč evrov tudi za strani fundacije za šport. Tudi tukaj recimo zahvalo Olimpijskemu komiteju. Moram pa res povedati veliko zahvalo našemu državnemu sekretarju, pravimo našemu, ampak res ta naš bi lahko povedali z velikimi besedami gospodu Dejanu Židanu, ki se res trudi, ne samo da torej tudi v Prekmurju imamo potem boljše pogoje, ampak da res to lahko na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport razumejo, da je šport zelo pomemben, ne samo znotraj vidika športa, ampak predvsem generalno gledano tudi zaradi počutja in zdravja vseh ljudi in pa boljše, bolj zdrave družbe. V bližini nastaja tudi skupni prostor za gibanje z zunanjimi fitness napravami, pri čemer bo ena naprava posebej prilagojena uporabnikom z gibalnimi omejitvami. To je tudi bil eden izmed pogojev, tako da so tudi fitness naprave prilagojene nekatere, tudi za izvajanje recimo osebam, ki imajo neke, ki so hendikepirani na tak ali drugačen način. Tudi dostop recimo na ta igrišče je tako narejen, da je možen. Tako da tudi o tem smo razmišljali in prav je, da tudi vsak, ki se le počuti sposobnega, da lahko pride, naj se rekreira, naj prav nekako poskuša v sebi spraviti ta res moto zdrav duh, zdravem telesu. In potem bomo kot družba tudi šli v pravo smer. Na vse zadnje Prekmurje je zdravstvenega vidika najslabše v Republiki Sloveniji in tudi iz tega vidika so take pridobitve nujno potrebne. Kot je ob tem povedal župan, bodo v prihodnje nadaljevali z izvedbo projektov na športnem področju tudi v prihodnje. Mi bomo nadaljevali, eden izmed naslednjih projektov bo posodobitev tudi v Lipavcih, kar se tiče igrišča z umetno travo, kajti tam se bo drugo leto spet gostilo tudi evropsko tekmovanje v hokeju na travi. Potem pa seveda nekako je naš poglavitni glavni cilj pa seveda izgradnja regionalnega atletskega stadiona pri osnovni šoli. Tukaj je gradbeno dovoljenje pridobljeno, smo pa v fazi seveda iskanja prepotrebnih sofinancerskih sredstev. Na slovesnosti so bili prisotni številni gostje, med njimi državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, magister Dejan Židan, predstavniki občine, športnih klubov, lokalnih organizacij ter prebivalci. Državni sekretar magister Dejan Židan je ob tem povedal, da je zelo navdušen nad polnimi športnimi igrišči. Navdušen sem nad tem, da pomurske županje in župane vedno vložijo svoje vloge, takrat, ko imamo razpis. Do tega trenutka je 308 projektov Slovenije dobilo pozitivno odločbo, med njimi je 41 pomurske. Zakaj je to potrebno? Zato vsak pravi šport se začne v lokalni skupnosti v občini. In zato občine sedaj obnavljajo. Ta igrišča pa niso namenjena samo športu, so enostavno namenjena gibanju, druženju in zato, da boljše in tudi bolj zdravo živimo. Projekt prenove športno-rekreacijskega centra Beltinci je bil delno sofinanciran za strani Fundacije za šport. Več o tem državni sekretar nadaljuje. Mi financiramo do 50%, tukaj 250 tisoč evrov, oziroma 100 tisoč evrov. Občina lahko pri nas zaprosi 100 tisoč, 50 tisoč, 250, tudi pol milijona, lansko leto tudi milijon in potem pa čakamo, da občina izgradijo to, kar so obljubili. Ampak tisto, kar je pomembno, s takim tempom bomo nadaljevali tudi prihodnje. Zakaj? Zato, ker je v Sloveniji 3700 javnih športnih objektov v lasti slovenskih občin in marsikje je še vedno potrebna obnova, zato da bodo naši otroci bolj varni. Pred kakšnimi izzivi stojijo lokalne skupnosti na področju športa, magister Židan nadaljuje. Zelo pomembno je, da imajo neko sorazmerje, torej da vlagajo v športno infrastrukturo, enako pa morajo vlagati tudi v športne programe. Nič ne pomaga, če se financira samo novo igrišče, če se ne financira društev, klubov, ki so na občinski ravni in jih občine morajo financirati. Je pa tudi obratno, če se da ves denar v programe, ni pa igrišč, kaj smo potem naredili. Otvoritveni dogodek je bil obogaten s kulturnim programom in še dodatno obarvan z športnim programom, ki je obiskovalcem omogočil spoznavanje novih možnosti za aktivno preživljanje prostega časa.
V regijskem promocijskem centru Expano je potekala predstavitev projekta Aktivno inkluzivno in izmenjava dogovora o sodelovanju pri vzpostavitvi regionalnega centra za šport invalidov v Pomurski regiji. V regijskem promocijskem centru Expano je potekala predstavitev projekta Aktivno inkluzivno socialno vključenost invalidov na področju športa v obdobju 2024-2028 in izmenjava dogovora za vzpostavitev regionalnega centra med Zvezo za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite in Športno zvezo Murska Sobota. Več o namenu projekta nam je povedal dr. Boro Štrumbelj, vodja ekspertne skupine Aktivno inkluzivno. Namen projekta je pravzaprav v celi Sloveniji spraviti invalide v gibanje. Ali je to samo telesna aktivnost, ali je to šport, ali je to tekmovalni šport. Vsi so dobrodošli v projektu, ne glede na starost, ne glede na vrsto invalidnosti. Namenjen je tako za tiste osebe z invalidnostjo, ki imajo bodisi intelektualni primanjkljaj, gibalno ovirani ali pa senzorno ovirani, vsi so v projektu dobrodošli. Zato smo zagotovili strokovne programe, vadne programe, ki bojo potekali pod vodstvom za to posebej usposobljenih oziroma izobraženih kadrov. Kot je povedal dr. Štrumbelj, so aktivnosti projekta naravnane v dve smeri. Poskušali se bomo prilagoditi tudi željam vadečih, ampak v osnovi je predviden ABC program, kjer bi se pravzaprav invalidi spoznali za prilagojenimi šport invalidov, za potrebno opremo, na varen način in strokoven način. Po drugi strani pa si želimo, da bi se vključili v klube povsod po Sloveniji v obliki inkluzije in da bi nekdo, ki želi igrati naprimer namizni tenis, igral to v klubu skupaj z ostalimi vrstniki, samo da bi pač igral recimo na vozičku, kot samo primer, da navedem. Dr. Štrumbelj ob tem še pove, da se bo projekt financiral dolgoročno. V bistvu problem je bil, ker do zdaj programov ni bilo. Mi bomo sedaj te programe zagnali in zelo sem vesel bil tudi besed gospoda državnega sekretarja, ki je povedal, da tudi dolgoročno se bo financiralo ta projekt v smislu tega, da bo ta vadba ostala trajna in na razpolago vsem generacijam tudi v prihodnje. Več o vlogi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije pri tovrstnem projektu in ostalih športnih programih državni sekretar magister Dejan Židan. Čeprav je ministrstvo strahovito povečalo, ker jih nujno potrebujemo, investicije v športno infrastrukturo, ki so tudi invalidom namenjene, čeprav strahovito povečujemo denar za otroke in mladine v športu, pa prvič v zgodovini Slovenije poganjamo naprej programe, ki so za tiste, na katere treba bolj varovati, bolj čuvati, bolje z njimi ravnati. Prvi program je bil, ki smo ga prav tako kot prvega zagnali v Murski Soboti, Zmigaj se do vadbe za skupino, ki se ne giblje. Drugi program je pa mogoče še bolj pomemben. In ta program je na razpolago dati športne vaditelje, športne prostore, termine invalidom, ki se ne gibljajo. Namreč invalidi se tudi želijo gibati, pa do sedaj v večini primerov niso našli prostora, ker bi lahko začeli na način, da bi bili varni, da se z njimi ukvarjajo strokovnjaki, ki so posebej dodatno izobraženi, kako z invalidom napredovati na način, da je invalid varen. In prve 3 lokacije se že zaganjajo v Pomurju, to je Murska Sobota, to je Lendava in Ljutomer, ampak to so šele prve 3. Število lokacij se bo širilo, število skupin se bo širilo, seveda pa je naša skupna naloga, zato zelo dobro sodelujemo tudi z društvi invalidov, da pomagamo napolniti skupine. In jaz verjamem, da čez 3-4 leta bomo lahko rekli, pilotni projekt je uspešen projekt. Več o pomembnosti tovrstnega projekta za mestno občino Murska Sobota župan Damjan Anželj odgovarja. Vsekakor kot občina, ki je naklonjena športu in pa tudi že več 10 let več nosi naziv občina prijazna invalidom, za nas zelo pomemben projekt. Veseli smo, da je tukaj regijska pisarna. Še bolj bomo veseli, ko bomo obnovili TVD Partizan, Sokolski dom, kjer ta pisarna tudi domuje in naša športna zveza. Je pa tudi telovadnica v Sokolskem domu, torej Partizanu, določena kot tisti prostor, kjer se bo izvajal ta program namenjen invalidom. Dejstvo je, da si prizadevamo, da šport približamo vsem skupinam, se pravi tudi tistim, ki mogoče imajo kakšne gibalne oviranosti. In seveda, kot takšen šport, ki združuje ljudi, ki nas povezuje, je pomemben tudi za invalide in smo veseli, da projekti bo v Murski Soboti, da tukaj tudi sedež pisarne in da se bo to v naslednji leti tudi tukaj izvajalo.
V okviru projekta bo strokovna vadba potekala pod okriljem strokovno usposobljene regijske koordinatorke. Župan Anželj pri tem še doda. V projektu se bo nabavila tudi določena oprema, tudi digitalna oprema, s katero bojo potem vaje seveda lažje predstavljene tudi uporabnikom. In kot vsak človek, ki potrebuje neko gibanje, tudi šport, tako to potrebuje tudi invalidi in vsekakor pomemben projekt. Župan občine Lendava Janez Madžar podpira tovrsten projekt, namreč v občini Lendava se že izvaja tovrstni projekt. Zdaj smo tudi že v prvem krogu uspeli, da smo med 3 občinami, kjer se začenja že izvajanje programa oziroma celotnega projekta. In dejansko bodo druge občine imele uvid v to, kako je ta projekt in tudi program vključevanja invalidov v vsakdanje življenje in tudi telesno razgibavanje pomembno za celotno skupnost, eno lokalne skupnosti, saj s tem tudi čutijo in bom rekel, dojemajo, da so sprijeti v lokalnem okolju in da imajo možnost v tej fazi kot rekreativno oziroma telesno razgibavanje, mogoče pa v razgibanju, kot smo se slišali tudi, kjer se najde kak skriti talent, ki bi se lahko iz mase teh ljudi izoblikoval v nek, bom rekel, odličen vrhunski športnik ali pa bar regionalno. Veselim se tega, da je v Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport prepoznana tudi ta, bom rekel, ta segment, da se podpira ne samo gradnja objektov, kar tudi občina Lendava izkorišča v to, da se čim več objektov ali prenovi ali pa tudi zgradi na novo, da se financirajo tudi programi za, bom rekel, določene segmente v naši družbi, ki pa je sedaj, vidimo, tudi zelo pomembno. In danes na dan slovenskega športa še toliko bolj slavnostno in tudi svečano je ta dogodek izvenel, saj vemo, slovenski šport je uspešen na različnih področjih in želimo tudi, da dobijo aktivno, inkluzivno tudi naši tisti, ki mogoče so čuti odrinjenega, priložnost za to, da so v svojem vsakdanjeku tudi telesno, tako rekoč, vključeni v naše okolje. Primarna vloga regijske koordinatorke za pomursko regijo Zale Hoblaj je vsekakor koordinacija in vodenje nove vadbe ABC športa, katera je prilagojena invalidom. In sicer prilagojena za vse vrste invalidnosti in za vse starosti. Načeloma v Pomurju začenjamo z 3 lokacijami, in sicer Murska Sobota, Ljutomer in pa Lendava. Zdaj gre se za rekreativno vadbo, kjer je namen, da se neaktivne invalide vključi v športno aktivnost in se predstavi sam namen gibanja in športa. In da se v bistvu, da dobijo neko, kako bi rekla, rutino na dolgotrajni rok. Kaj bodo v okviru tega projekta pridobili športniki invalidi, Hoblaj nadaljuje? Pridobili bodo več samostojnosti, predvsem se gre za to, da se po vadbi boljše počutijo, gre se tako za izboljšanje fizičnega kot mentalnega zdravja in predvsem, da sami ugotovijo, koliko šport lahko da nazaj. Šport je vseeno en edinstveni občutek in glede na to, da je za invalide pomanjkanje na športnem področju in na izbiri samih športov, je naš namen, da v bistvu mi njim ponudimo, tako v rekreativni vadbi kot v posameznih športnih panogah več izbire. Tovrsten projekt bo v Pomurju spodbujal večjo vključenost športnikov invalidov v športne aktivnosti, krepil njihovo samozavest ter odpiral nove priložnosti za osebni in profesionalni razvoj. Gledalke in gledalci, družite se, športajte in ustvarjajte. Hvala, ker ste bili z nami, do naslednjič. Ostanite z nami, lep pozdrav!